Prvo vprašanje je, kako spremenimo licenčni format datoteke z neke naprave v odprta formata XML in JSON? Ja, to je pa osnovni problem, ne? Vi, če poznate tiste licenčne podatke, če poznate strukturo teh podatkov, potem je se da napisati program. Je pa zopet problem, če imamo neko napravo, ne? In vam neko podjetje tudi omogoča tole, ne? Lahko že oni sami omogočajo pretvorbo. Ampak odvisno je pa od tega, zdaj, če hočete, da vas vsi znotraj nekega vašega znanstvenega področja razumejo, ne, potem je edina prava stvar taka, da uporabite njihove besednjake pa njihove ontologije in spremenite ali v RDF, ali v JSON, ali v XML, odvisno, kaj oni uporabljajo za standard, ne. Ali imajo neke sheme definirane. Je pa seveda potreben en trud, ne, za tole. Ne. Dostikrat se pa pri napravah dogaja to, da ščitijo ta podjetja svojo konkurenčno prednost in dejansko omogočajo samo uporabo njihovih programov za analizo teh podatkov. Ne, potem pa dejansko ste omejeni, celo licence imajo takšne, da teh podatkov ne smete dati v nek odprti format. Ne. Tako da tu je lahko kar velik problem, ja. Okej, hvala, ja. Potem pa še drugo vprašanje. Kje naj doktorski študent v času izvajanja raziskave pregledno hrani podatke, pridobljene na različne načine in v različnih formatih datotek? Kje jih lahko hrani? Ja, glejte, tako je. V samih repozitorijih jih sigurno, to bom sicer jaz potem razložil malo v naslednji fazi. Če so podatki še produkcijski, ne, potem bi morala dejansko, torej še niso v fazi, da bi jih lahko javno objavili, ne. Potem bi morala inštitucija zagotavljati neke strežnike, ne. Seveda vam pa svetujem zmeraj ta koncept 3, 2, 1. Hraniti bi se morali podatki na 3 mestih, od tega v 2 različnih medijih, ne. In en od teh ne bi smel biti priključen na internet. Neobičajno se hrani na vašem lokalnem računalniku na disku, potem se hrani na nekem strežniku inštitucije in pa potem se hrani še na torej nekem zunanjem disku, ne, če so produkcijski. Ko pa boste šli ko boste pa v repozitoriju objavili podatke, potem pa bo že repozitorij poskrbel za trajno hranjenje in za ostale stvari. O tem bomo pa kasneje malo več povedali. Kako se pripravi machine actionable podatke? Ja, to je zopet odvisno od tega, če imate vi že takšne storitve, na primer, vidite, ravno mi imamo tudi en tečaj, ki je vezan na Jupyter Notebooks pa na Galaxy infrastrukturo, ne. V Galaxy infrastrukturi že obstaja ena množica storitev, ki znajo sprejeti dataset in znajo obdelati tam dataset, ne. Če hočemo machine actionable narediti, kaj moramo narediti? V ustrezen format je potrebno pretvoriti naše podatke, ne, naše dataset in dejansko potem je možno te stvari narediti, ne. To je tudi ena izmed stvari, ki mogoče je bilo pametno nekoč za doktorske študente narediti. Ta tečaj, imeli smo namen sicer, da bi to naredili, ampak v tako kratkem času se tudi to težko predstavi. Bomo pa imeli še, sigurno mi tudi v okviru tega projekta EuroCC2 tečaje, ki bodo vezani na tole, ne, tako da zdaj na žalost smo s temi tečaji letos končali, naslednje leto pa bomo nadaljevali. Lahko se pa kak krajši tečaj tudi naredi na to temo, da se s tem spoznate. Drugače pa večinoma če bi imeli neko, predvsem na področju biomedicine je že tega kar precej, ne, na biomedicinskih znanosti. Pa tudi na koncu na področju astronomije, že obstaja množica enih storitev, ki lahko dejansko preberejo naše podatke in se dajo uporabiti. Še pa zmeraj standardi za machine actionability niso dovolj dobro definirani.
še zmeraj se dela na tem, jaz sem tudi del tega Fair Digital Object Foruma, ne, razvijamo še te standarde, da bi bil lahko sistem takšen, da bi storitev sama poiskala na internetu dejansko ustrezne podatke, te podatke prebrala, jih obdelala in vrnila rezultat nazaj. Pa še mogoče bolj zanimivo je, da bi dejansko se več storitev med seboj povezalo in dejansko vam že, ker kaj bi bilo za raziskovalca najboljše? Opisal bi svoj problem in storitve bi se same skonfigurirale med seboj, poiskale podatke in za ta problem vrnile rezultate nazaj. To bi bilo najbolj idealen primer, ne? Ampak nažalost takih idealnih primerov še v praksi še ne obstajajo. V laboratorijih že obstajajo ali pa v okviru enih projektov so naredili ene tako imenovane študije primerov, kjer je že to možno, ne? Ampak v praksi še pa nažalost, da bi tole razen, kot sem rekel, to, da neke storitve znajo, prepoznajo podatke v določenih formatih in jih potem tudi znajo izvesti in rezultate vrniti nazaj. Ja. Pa še drugo vprašanje, ali je možno v repozitoriju Univerze v Ljubljani, dobro, na splošno verjetno univerze, urediti omejen dostop do raziskovalnih podatkov? Ja, to je že tudi možno, ne? Ker to je ena izmed prvih stvari, na katero smo naleteli, ko smo se lotevali dejansko tehle velikih podatkov, ne? Med njimi so tudi biomedicinski podatki, smo morali zagotoviti, da dejansko samo določeni raziskovalci, ki jim dovoli lastnik podatkov, lahko te podatke uporabljajo. Ne? In seveda morajo tudi podpisati ustrezne izjave. Ne? Eno so tiste izjave na nivoju pač že kar samega repozitorija, v določenih primerih se pa zahtevajo še izjave, ki jih je treba najprej kontaktirati raziskovalno skupino, potem pa dejansko ta raziskovalna skupina potem pošlje pogodbo in se tista pogodba podpiše in potem so ti podatki dostopni pač tem raziskovalcem. Tako da možno je že to narediti v repozitoriju Univerze v Ljubljani.